Evo, torkov večer, Ja, še. zdravo, Zdravo. evo nas na 27. avgusta 2024, gospod Peter, dober večer. Evo, dober večer in lep pozdrav vsem, pa uživajte v gledanju in poslušanju. Evo, viš, to je beseda. Ja. Krasno, evo, danes bomo imeli, se pravi, gospod Peter Plečnik, tema prevare in laži politike in zdravstva. In kako smo že rekli, laž je učinkovito in varno cepivo za resnico. Kakšno je to cepivo zdaj nam dajejo, kaj je vse noter, Ja. da je varno in učinkovito za resnico ali pa proti resnici, ne? Vse živo, sem tisti nekaj biti. Ja, evo, vse vas lepo pozdravljam, upam, da se imamo dobro. Zdaj imate mogoče kakšno misel za uvod, bi kdo kaj povedal? Zoran. Vse tih je bilo. Ja, vse tih je bilo, ja. Dobro. Prav, Bom jaz povedal. v glavnem, če se slišimo, povejte še enkrat, da se slišimo, ker je nekaj utihnilo. Ne slišimo. Super, super, Ja, super. ja, slišimo se. Hvala slišimo. lepa. Pa vidimo tudi. Da To je dobro. tudi vidimo vse. To je krasno. Evo, za začetek bi jaz, se pravi, prevare politikov in zdravstva v Sloveniji, to idejo je dal naš član Društva za srečno življenje, gospod Peter Plečnik. In kot smo rekli o tem zdravilu, kakšno je to zdravilo in kakšne ima stranske učinke, bo pač povedal Peter, ne, ker v zadnjih letih se vse pogosteje pojavljajo razprave o domnevnih prevarah povezanih s politiki in zdravstvom. In tema se mi zdi, a ne, da je postala ena najbolj aktualnih tem, Ja. s temi raznimi obljubami v javnosti, ko se mnogi sprašujemo, ali je naše zdravstvo res podleglo korupciji, totalni korupciji, ali so te obljube politikov samo zato, da to korupcijo samo še povečajo vrste, ker daljša, ko je vrsta, več je korupcija, ne? Ja, Ti ne seveda. moreš toliko časa čakati, ti si Ne. moraš, ti, če rabiš zdravnika zdaj, pa si 100 v vrsti, moraš iz vrste pa plačati privatnika, da prideš na vrsto. Ne, in jaz mislim, ne, da te prevare politikov in zdravstvenih institucij so močno najele zaupanje inštitucij zdravnikov in vse politike. Ampak preden začnemo, dragi naši prijatelji, vsi, ki ste zbrani, Peter, Ja. a bi se ti najprej malo predstavil, Ja. kaj počneš, s čem se ukvarjaš, tako da naši člani malo povoje malo stvari, ne? Ja, jaz sem drugač najlepši čar električar. Poleg zdaj, ker sem, bom rekel, prej sem poleg službe delal še razvijal ene stvari lepe, take dizajnerske luči pa skodelce. Tak, imel sem veliko razstav tudi, pa ne moreš uspeti, če nisi v enem med unim, kako se reče že, Skritim društvu. v skritih društvih, ja. Če nisi v skritih društvu, recimo, imajo že manjkrat, da nisem šel v Rotary klub, pa mi danes ni žal, da nisem šel. Ker zdaj malo več vem, za kva se gre. Sicer po ali ti tam uspeh bolj zagotovljen, sam pusti uspeh, ne vem, če si s hudičem v naročju domače. Moram povedati, da jaz tukaj sem 28 let v tem prostoru in s Petrom dovoli samo ženi grem odpret, ker prihaja. Ja, takoj bom nazaj. Evo, zdaj sva jo spustila v studio, našo gospo predsednico. Par minut, ki je zamudila, ampak nič za to, dobrodošla Eveljana. Zdaj ga pa ne smeva sreti. Zdaj ga pa ne smeva srati, ja. Zdaj mora pametno govoriti, ne? Ja, zdaj imamo kontrolo. No, in v vsem tem času je Peter prihajal k meni in ko mi je prinesel izdelke, sem mislil, jaz, da je to on nekje kupil, pa da, ne vem, prinesel en izdelek, ključ oziroma skodelico, in je rekel, da bi rabil navodila. Jaz sem mislil, da on to preprodaja, ne? In potem mi je povedal, to on naredi, jaz dejansko nisem mogel verjeti. Če bi hotel kdo pogledati njegove izdelke,
Imaš ti na Facebooku Ja, imam na Facebooku Svetila Plečnik. Svetila Plečnik. Vtipkate v iskalnik Svetila Plečnik in tam si boste lahko res dobili sliko in tudi odgovor. Sam pa tam niso sam bistvene zdaj luči. Bistvene so zgodbe, ki so tam. Recimo ena od bistvenih zgodb je faraonka. Sporočilo faraonke. Unik, ki se jim da, pa ne najdejo, to je vse napisan, pa narisan. Osnutek ameriškega dolarja, pa faraonka, pa zgodba. Drugače so pa tudi odskodel zgodbe, Svoboda, noben se je ne upa na RTV objaviti. Pa tudi faraonke ne vem zakaj, zato ker bom čisto po domače povedal, da to objavijo, moraš imeti po domač povedan jajca, pa ne enega, dva, ali pa celo škatlo. Res. Zato ne bo vam žal, najte te zgodbe. Svoboda je tudi v angleščini, ko ne zna slovensk. Sam čas si morate vzeti. Drugače pa pogledajte do leta 2018, pa boste videli marsikaj. Se treba malo nazaj je tako. Ja, malo je treba Zdaj nazaj. je sprememba časov, ne? Zdaj je sprememba časov, pa vmes so še razne moje muzike, ki jih poslušam, da me stira na vrže, glede na tak političen sistem, ki je, glede na represijo, ki je, ki se ukvarja, ki je bilo COVID. Malo je manjkalo, da nisem radio razboval. Malo je manjkalo, če bom vkladal, bi ga siguren. Od takrat naprej žal ne poslušam radia več. Pa me gledajte čuden, kokarčite me ne zanima. Treba je to povedati ljudem, da vejo, da niso vsi sužnji tega radia. Televizijo že dolgo cajt nimam, sem imel 4 doma, pa sem jih peljal v smeti. Sem rekel, da pa mene en vsak dan lagal, pa ni slučajno, imam vse modeme, plačujem, ampak gledam, pa niti slučajno ne. Pa me gledajte, kokarčite, a sem s kmetov ali s kje prišel iz unga planeta. Sami se zamislite, televizija mi ne bo čas kratla, niti radio. Poslušam poljsko muziko, pa rusko. Tiste, ki me malo iztira, mislim, ki me odnese ven. Če ne bi tega delal, morate računati, da imam 300 vatov sob, da se imam hlače 30, kadar jih imam. Toliko je na glas. To se pravi, šipe majhen tako vibrirajo. To pa zato, da mi neutralizira tole, kako se reče, stres. Mene to zelo meri. Ne kadim, ne pijem, pa moram pa imeti en užitek, da se sprostim. Čeprav boste rekli, kaj je ta butelj, ima rusko muziko, pa poljsko. Ko boste majhen bolj prišli, boste videli, da je frekvenca druga. Frekvenca je druga, malo se zamislite. Ni vse en, kakšna frekvenca je, ampak meni to paše. Šast tudi klasiko poslušam, ampak ne vsako. Tako da malo razmislite, kva gledate, pa kva poslušate. Radio pa vašte, ki v smeti, če ga imate. Ali pa ga imate skozi ugasnega, koliko je. Ne bom jim ben, COVID, koliko je kuženih, jo bom jaz dal, koliko je kuženih. Če bi tisti krek prišel, takrat ne vem, kako bi se zmanila. Meni se den kolač ne bi govoril po radiju, ne po televiziji, koliko je okuženih. Bi jaz nekaj okužil, bi že videl koliko. Pa kako se upajo, kaj tazga teste tele med, ki so unga, ki je izumitelja bil, pa Nobelovo nagrado dobil. Kerry Mullis. Ja, je rekel pač, da to ni zato. Pa so ga pobili čez mesec, zato da se lahko oni nategovali ljudi. Pa to je svinarija, kdo je še to videl? Pa kako si upate, kako beneč nastop skrb, pa a veste, kako je bilo včasih na jugi? Moramo še to povedati. Na jugu so se včasih stepalo gostila, kelner je poklical policija so prišla unga, odpeljala ven, ga zbutali v marico, a mislite, da so oni njegovi prijatelji gledali? Šli so za ne, marico odprli, unga ven vzeli. Tako se dela, fantje, tako se dela, dragi Slovenci, če bom rekel, da smo sploh Slovenci. Ja. Nič od tega. Ja. Jaz sem gledal tam, ko so bili protesti, ki je bil COVID, so enega odpeljali tam. Pa sem rekel, kaj gledate? Jaz sem mislil, da znoro doma, da je kaj za laufo. Noben nič, kar gledal,
ne vem, kaj tem A film. to si prek spleta si gledal. Ja. Pa sem rekel, pa to so, ne vem, bom rekel, a je manjkajo te videe, kako so včasih delali v bivši Jugi, ker so kar stopili skupaj, pa evo, ti policaji so mogli odnehati. Se tle v Ljubljani je bilo tudi več folka, kot policaji bilo, ker skozi jih dali, ne samo, da bi jim prepovedali, da ga odpeljejo. Okoli avta bi se zbrali, pa avto dvignili, zdaj s policajem vred. Tako se dela. Če bomo pa sam koli na Facebook debatirati, pozabite, da bi sploh kaj bilo. Če nam šli enega na enega osveščali, se ni kar tako enostavno, vem, kako to zgleda. Kompliciran. Ne moreš ti kar enega prepričati, ja, to je to, ali pa ni tako. Zato, ker imamo iz otroštva še vzorce, v šoli so nam pamet solili, vsak dan pol v srednji šoli, na fakulteti ali pa kjerkoli ste bili. Skozi so vam dajali ne vzorce in imate vi te predalčke in jaz in vi. In da se to vse spremeniti, sam ni to čez noč. No, Mihael, daj pa še ti kaj povedal, se ne zgovori. Povedal si, da si dal vse televizije v stran. Ja. Radio, itak nimaš. Imam, sem ga ne poslušal. Okay. Slišal pa sem, moje uho je pristriglo, da imaš modeme. Ja. Da pa še imaš modeme. Imamo vse zapakiran še. In jih plačuješ. Ja. Povedal ti bom eno kratko zgodbico, ki se je zgodila pred kratkim. Ena gospa se je selila in je seveda odjavila TV in se je preselila na drugo lokacijo in je med selitvijo ta modem seveda selila zraven in ga je nekje založila, ker to se veš, ko se seliš. Ja. No, na kar se je tam prijavila na drug kanal, ker je pač bilo drugo omrežje za TV, in je na ta modem pozabila, na kar je podobila potem seveda na nov naslov, ko ga je prijavila, račun, modema ni našla. Ga ni mogla vrniti. In kaj se je zgodilo? Rubelj so ji vse živo. Ja, in smo to reševali, samo to, da vam povem, da je skoraj stanovanje šlo zaradi tega, ker je imela modem in ga ni hotela plačati, je rekla, se ga ne uporabljam, jaz sem se preselila, sem se odjavila, ni pa vedela, da mora modem vrniti in za modem je cena tekla in je, ne vem, par 100 evrov to prišlo. Zdaj pa, tako, če ti ne gledaš, recimo jaz ne gledam TV, jaz sem Telekomu modem vrnil. Vrnil in ga ne plačujem. Pa dobiš papir, da si ga vrnil. Ne, tam greš, oni označijo, da si modem vrnil in to je mesečni, če imaš 3 modeme, je to računi, koliko na mesec najemnino plačuješ, pa ne uporabljaš, tako da vrni modem. Super ideja. To govorim za vse ljudi, to ti je 50-60 evrov na mesec prihranka, ki lahko ženo na večerjo pelješ. Seveda. Ja, no super. No, to sem prihranil vprašanje. Super, ja. To, kar si pa ti povedal, 1 na 1, kar mi debatiramo po Facebooku, pa kar to. Ne, ljudje so nas tako sprogramirali, da smo navajeni, da pred enim policajem, ne vem, 100 ljudi stoji pa gleda, pa ne upa nič narediti. V stari Jugi je bilo pa res, če so enega odpeljali, so vsi šli ven, pa so policaje najurili, pa nakurili, pa je bilo, ne. In gotovo. In tudi gledam, ne, zdaj pride 20 policajev na enega, naredijo krog, in folk, zdaj ne, pa ful bojni opremi, vse ste videli v COVID-u, kako je bilo. Dober, ampak da mi dva ostaneva danes pri današnji temi, glede laži. Kaj tebe, glede na to, da si to temo predlagal, pa najbolj podkuri, razkuri v tem našem sistemu, v delovanju, obljubah, pa ne vem, zdravstva, politike, ker sva ravno na teh dveh koncih, ne? Mene najbolj razkura, že prej je bil Janša, pa to, kako more to klagati? Pazi zdaj. Zdaj moram povedati eno stvar, da ne bojo me narobe razumeli, kar je bistveno. Koliko ljudi ve, ali pa koliko ljudi ne pozna agende 2030? A je to kakšen človek, ki še ne pozna, ali je to sem kakšen človek, ki pozna? Tisti, ki ne poznate, če je veliko takih, ki ne poznate agendo 30, po domač povedati, je to plan do leta 2030. No. Elita, to se pravi, unika ima to naredeno veko, to so nevladne organizacije v bistvu, pa nas veho, pa taka mafija, ki imajo veliko denarja, nas hoče voditi, so kar oblast zase vzeli. Ne vem, kako jim je to ratalo, ampak to je gliho, ki bi zdaj le mogli najpovedi. Jaz bom vas vladal.
In so si oni izmislili, Bill Gatesa dobro vsi poznate. On si spomnil na prve, da problem pa rešitev. Pa še tam neki denarja rukne za donacijo in je to. Prinesem mu pa denarja, ne vem koliko. Vse se gre samo zaradi denarja. Kaj sem hotel, od zadaj stojijo pa jezuiti. Najbolj pokvarjen folk, kar ga je. Najbolj pokvarjen folk, kar ga je. Ne bom rekel naprej, ampak v glavnem, agenda 30, gremo proti Zagrebu, kje pa smo zdaj? Smo pa že precej blizu Krško, Brežice. Brežice ali pa Brežice, jaz pravim. Kaj to pomeni, da bomo kmalu Zagreb, čez 6 let bo agenda 2030. In kaj imajo oni plan? 500 milijarde ljudi na celem svetu. A veste, kaj to pomeni zdaj? Zdaj boste pa lažje povezave imeli. Ne pozabiti, kaj sem vam rekel. Zdaj agenda 2030, 500 milijarde ljudi. Ko boste imeli to v glavu, pa ko vam bo kakšen cepivo pomeni, kaj pomeni vsako cepivo? Poskus umora. Poskus umora, ste razumeli? A še enkrat povem. Vsako cepivo je poskus umora. A vam še v glavu odmeva ali vam nič več? In to prostovoljnega. Ja, in to prostovoljno. A veste, kaj je v cepivu? Ali ne veste, razen aluminija? A veste, zakaj aluminij škodi? Razjede vam možganeč. A je to zadosti povedan? Vse drugi vejo več, kaj jaz. Sam so tih, dokler bojo ljudje tih, ne bo nič. Vi morate se zavedati, kaj pomeni aluminij. Že tako ga imate v zrak preveč. Aluminij, baristo, ne vem, kva ne reče, vse tak, ki nimate kaj rabiti, ki nima nič veze z zdravstvom, je v cepivu. Zakaj vam to napovejo? A veste, kaj je? Vam bom še zdaj razložil nekaj. Vlada pa zdravstvo ne laže, ampak pove samo tisti del resnice, ki ne razkriva bistva. Samo tisti del resnice, ki ne razkriva bistva. A ste zdaj razumeli ali niste? O kakšen kezinu ali ben avte sem tih, pa gledali prav buta, skrb z lune prišel. Ali pa povej majhen drugač, kaj je res. Se to je isto. Povejo sam takle delček, ostalo ne vidite. Če nimate vi cele slike, če nimate vi celega unga puzle, ki se sestavljajo, ne veste nič, če vam samo eno tam pokaže, ne veste nič, za kva se gre. In to politiki dela in zdravstvo dela. To se pravi prevare. Po domač povedan prevare. In treba bi bilo to kontrolirati strani ljudi. Ena firma privat bi mogla biti, ki bi to kontrolirala. Pač treba se je zorganizirati, če bomo sam gledali, koli en drugega ne vnač, zapomnite se. Če sam gledamo, en drugega nič. Na Facebook tako tipkati, pa to ima problem. In ko se zgodi, nič. Zato pravim, gremo proti Zagrebu. To pomeni, da agendo 2030 še niste pozabili, ne? Zakaj so cepiva kao varna, pa dobra? Pa zato, da se veste, kaj je cilj? 500 milijarde ljudi. Zakaj so cepiva varna? Zato, ker hoče imeti 500 milijarde ljudi. Kaj je varno pol zdaj? Ne rabite nič drugega razen agende vedeti. Vse, kar bo prišlo, pa digitalizacija, da boste imeli okoli vratu digitalen ovratnik, ki vas bo spremljal, kamor boste šel, na WC ali pa v mesto ali pa Hlubici ali kamorkoli. Zavedati se morate tega, kakšen digitalen dar. Digitalen dar bo omejen, bo rok trajanja, pa še pogojevan bo z raznimi stvari, boste tam nekaj v špičuk, ali pa ne boste, ali pa unmu se bo sam zdel, sosed bo nekaj rekel, in evo, ti pridete v štacuno, hočete plačati, evo, ti ni nič na računu, bo na blagajničarka rekla. Kaj boste takrat naredil? Takrat bo prepozan. Takrat bo prepozan, zdaj le razmišljate, pa ne plačujte, zaradi mene plačujte skoraj, ko sem note povedal, zakaj zdaj ne moramo. Nam ni noben rekel. Ja, kako vam ni noben rekel? A ste kjerkoli vprašal, kdaj? Kakšne ima posledice digital? Zakaj se o tem nič ne govori? Zakaj ni plačujemo televizijo, radio,
A tukaj objavljajo kot, če jaz ne vem, nič za tem, ker drugač bi ljudje tudi sosedje bi kaj govorili. Zdaj pa sem gledaš na tipkajo, pa pri blagajni dzek, proslovno kartico in ja, ta kartica ne gre. Pa vrstič, ta drugo kartico sem že imel premier pred mano. Pa sem rekel, daj fukam tiste kartice stran, če ne teh bom jaz, sem en mu tam rekel. Da, še tretjo kartico ni. Jaz sem rekel, evo, in kvaj zdaj sem rekel, daj plačiti narati, da mesta ali kva, ka nimam. Sramota papirja, jaz sem rekel, se to ni za zdržati. In vidite, kam to pele, ko bo 75% digitalizacija, bo rekli, denar se ne splača. Vsi hočemo digitalizacijo in to je to. Ko pride do tiste mere procenta, seveda, je konec. Je konec in kam boste pol. Torej, jaz sem pa prosti, ko sem te prekinil, statistiko gledal, ne, tudi po letih, do 18. leta, oziroma od 18. do 24. 25. leta, pa od 25 do 35 in po 10 let. Ne. In je zanimivo statistiko gledati, kako ljudi opismenjujejo, kako počasi uvajajo v šole. In Banka Slovenije ima prav tečaje za učitelje v šoli, učitelji v šoli potem seveda to naprej učijo in bolj dajo nagrade za največje dosežke, za ideje, za tehnološka inovativnost se temu reče. In ta tehnološka inovativnost potem ti otroci nesejo naprej in morajo starše učiti in stare starše učiti, ker oni bi radi to do 2030 naredili, ne? In ljudje nimajo pojma in to je pa fajn, ker gleda kratkoročno, koliko je fajn, ne? Klik pa je, v bistvu je pa to ena velika laž. V bistvu je, jaz če tako gledam, ne? Evropska unija je predpisala, v pogodbi notri piše, kovanci in bankovci so edino zakonito plačilno sredstvo v Evropski uniji. Zdaj pa ti greš tako, kot si ti rekel, kartica pa elektromagnetno pa, ni bankovca, ni kovanca vmes. No, vidiš. Ga ni, ali pa na banki ti stisne na tipko, vse ni denarja, to je vse golfija, to je vse prevara. Par excellence, ne. In ko enkrat pride, koliko si rekel? 75%. Ja, tistih 25%, to povozijo, a boš preživel, ali se boš priključil, če ne pa pojdi na obrobje živeti, ali pa ne vem, skuram spati, ali pa ne vem. No, to. Tako da hvala ti za to spodbudo za naše člane, za naše gledalce, vsi, ki boste tudi kasneje gledali, dajte se malo zamisliti. Ja, se zato govorim, da se zamislijo, ne zato, da me ne poslušajo. Meni vse, če me poslušajo, ali pa ne. Sam treba jim je obrazložiti. Reci. Jaz bi nekaj imel okrog te digitalizacije, evo, jaz se prijavljam. Izvoli, beseda je tvoja, seveda, pa če bo kdo vmes imel, kar oglaste se, ker je debata. Ja, glej, jaz sem na NKBM banki bil, ne? Ja. 25. augusta je bila to sporočilo spletne banke. Ja. Da ti pokažem zdaj, kaj je. Se vidi? Ja, malo se vidi. Čakaj, bom... Sporočilo digitalne banke. Od 26. naprej. Ja, fajn, ne? Še enkrat pokaži, sem povečal zaslon, da bomo videli prebrati, če imaš odprto še. Ja. Sporočilo digitalne banke. Ja, to sem dobil 26. augusta. Ja, gledajte, no, ljudje, začel se je. Ja. Se začelo, ja, sve vem. Zdaj več ni NKBM banka, ampak OTP banka. A so spremenili tudi ime? Ja. Če še to prenesejo na centralno banko, smo pečeni. Gotovo, ja. Ja. A je še kdo izmed vas, ki smo tukaj prisotni, dobil kaj podobnega, kakšno podobno potrdilo, obvestilo v zvezi s tem v Sloveniji, mislim, tle na svoj telefon, če ima to bančništvo? Ker to je v bistvu, ti si to od poslovne banke dobil, ne? Od poslovne. To je to od moje spletne banke. Spletno plačilo je bilo sporočilo digitalne banke. Pa ni to digitalna banka, kaj ne? Sveda ni. Neverjetno. Mogoče bi jim mogel napisati. Napiši pa, da ne razumeš, kaj je to digitalna banka, da rabiš pojasnilo, pa ga bomo analizirali, pa nam pošleš v kopijo. Po mailu napiše, da bomo papir.
Da imaš papir, ja. Ja, ker- seveda. O, če doben nič ne reče pri takem obvestilu, če se doben nič ne zbuni, oni grejo naslednji korak, pa Seveda, ja. naslednji korak. Če pa ti vprašanje postaviš, pa oni nimajo odgovora, Mhm. oziroma daš ti vse vprašanje pod vprašanje, potem se pa stvar, ves proces malo ustavi, zato ker se najde par pametnih ljudi. Tako smo med covidom smo delali, Ja. tako smo Ja, vprašali, če to pa mene ki je kaj virus. se tako potlo. Ja. Je, ne? Ja, hudo je. No, ker smo glih, a ste že zaključili, te še kaj povedati zdaj? Ne, vredno, bom jaz nehal. Kar, No, dobro, ker smo glih pri banki, bom jaz povedal, kako je bilo, kaj je bilo pri covidu. Pridem jaz na banko, pa pridem do šalterja, pa je pisal tam, da so da moraš imeti tista potrdila o cepljenju ali pa o testiranju. Od NIJZ priporočila nič podpisan noben. Pa grem jaz kaj huni na okenček, bi rekel, sem rekel, denar bi dvignil. Pa ste noč sem prišel že, pa do okenčka. Prav, kje imate pa potrdilo, da ste testirani ali pa cepljeni? Sem rekel, nimam, pa sem rekel, ne rabim. Je prav, ne bom vam dala denar. Sem rekel, kako ne, pa napišite mi tle na papir, da ne daste denarja. Prav, ne bom. Jaz sem rekel, kako ne pa zdaj denar dvignem, sem rekel, kje pa imate šefa oziroma direktorja? Prav, tam je zaseden, sem rekel, dajte mi telefon od njega. Prav, ne dam. Sem rekel, podajte pa vašega. Prav, ne dam. Sem rekel, kako pa se pišete? Prav, tudi to vam napovem. Jaz sem rekel, to je pa višek za jebance. Sem rekel, saj ni problem, zdaj je ura tok pa tok, se bo točno vedel, kdo je bil na šalterju ob tej in tej uri. Prav, dajte vi meni telefon, da vas direktor pokliče nazaj. Sem rekel, a bo sigurno poklical nazaj, ali se malo odkole sam, da grem jaz dam. No in jaz grem dam, sem rekel, dajte mi svinčnik, prav zakaj pa rabite, sem rekel, zato da tamle na onmule listku, ki piše, da morate biti testiran ali pa cepljen, ni nobenega podpisa. Prav, nadam vam svinčnik. Sem jaz najdu poljen svinčnik, pa pridem nazaj noter, pa napišem, ni podpisan. Jaz sem po domač povedan, se mi odpeljal. Jaz napišem, to ni podpisan, hvala lepa, pa grem. In me pa reče, zdaj ure direktor pokliče. Prav, sem slišal, da ste bil tam, pa da niste mogli denarja dvigati. Jaz sem rekel, seveda, in zakaj to ne? Je prav tako naročen. Jaz sem rekel, zakaj pa niso one podpisane tam tisto od mi za noben odgovarjanje, nič ni neštempljanje, nič, sam priporočilo. Se kot sem priporočilo, kaj zdaj tega? Prav, poslušajte, koga bi vi rad, a bi rad denar dvignil? Sem rekel, ja. Prav, pridite kje, pa boste dvignil. Bom jaz se zrihtal. Pridem jaz kje. Ona na šalterju mi ni nič vprašala, ne A, ne B. Prav, koliko pa želite, sem mi dal, sem rekel, tok, pa to je to. In tako to je treba ustrajati. Glejte, jaz sem zdaj 2 leti v penziji, prej sem delal v eni firmi, ko ne rečem, v nami, recimo. V nami je bilo recimo 100 ljudi takrat zaposlenih, nekaj moških v glavnem, pa ženske. Sej to ni važno. Pol se veste, kako je bilo COVID, pa smo bili doma, pa to, pa on, jeba bila čisto po domače tam in tle. No in pridem jaz, šef mi prav, pridite jutri delati, pa prav prines zdravstveno pa osebno sabo. Sem rekel, zakaj pa zdravstveno prav? Zaradi testiranja. Sem rekel, prav. Jaz pa nešem še izjavo odgovornosti v sabo. To smo mi imeli tle, ne? Ja. Tole našo. Ja, pa nesem od Mihaela tisto izjavo. Ja. Sem rekel, punca, stojimo tam po vrtu, vsi maske gor. Jaz sem čez usta, kadrovnica prav, daj masko čez nos, sem rekel, poslušaj zdaj mene. Jaz bom imel masko čez nos na škodo svojega zdravja, zato da bom te poslugo delal. Ona me gleda prav zabuden. Se rekel, ne glejte me, zdaj čez 5 minut, ki jaz prijem na vrsto, bo jeba.
po domač povedal, kakšna je bo. Sem rekel, boste videli, kakšna je bo. No in jaz pridem na vrsto, prav dajte mi zdravstveno, so bile 2 punce tam, ki so neki palčke rinile v nos. Sem rekel, dajte mi osebno pa zdravstveno, je rekla, sem rekel, vi pa meni tole spomnite, tole papir izjava odgovornosti. Prav nima svinčnika. Pa sem rekel, kako nima se svinčnika? 100 ljudi, pa vi pa brez svinčnika. No in pol, sem rekel, ni problem, jaz pisal sem rekel, da mi svinčnik posod, pa ne sem jaz tam imel svinčnik. Jaz sem mislil, da se bo oni ženske zmešali. Ni vedela, kaj, sem rekel, tle pospišite, če so odgovorni, če ne pa tle pa svoje podatke telefonsko in mi pa priimek. Takole je bilo. Če bi vprašal, kako je ime, jaz sem zihar, da takrat ne bi vedela punca, kako je ime. Tok je bila fertik, ampak računite, sem bil sam 1 od 100. 1 od 100. Rekel sem puncam, naredite tole vse bo v redu, če rabite papirje, povejte. Punce so punce bile, res punce brez jajc. Bom rekel takole. Takole, ker sem rekel, rabe blih pa celo škatlo vsaka, da bi to naredila. To se reče temu. No in jaz sem bil žal edini in polni kadrovnica prav. A ste se testirali? Sem rekel, zakaj pa sem rekel, tle imate izjavo, meni pa kopijo naredite, pa je to. Sem rekel, nimate se kjer ga bati. Ne vem, vse je bila še zgodba pol naprej, sam bi predolg trajal, da bi vam vse razložil. Škoda cajta, zdaj še kaj drugega zmerimo tle. Ampak to pomeni, kako so se tem ljudem, ki so tam delali, kot zagrozili so jim vsem. Njim zagrozili in jim niso povedali, kot si ti rekel, vsega. Oni sploh niso vedeli, zakaj morajo tako delati, ker če bi vedeli, potem bi razumel in izjavo odgovornosti, potem bi si jo upal izpolniti, zaradi tega, ker bi v ozadju vedel točno, kaj se dela. Tako pa vsakmu so sam delček povedali in noben ni imel cele slike, cele une puzle, ali kako se reče, pred sabo sestavljenko, ja. In če nima cele sestavljenke, ne vidiš cele slike, če ima samo en delček 2 cm x 3, ne veš, za kva se gre. Tle je problem. Ja, on je določeno, da samo tisti delček v puzzlu sestavlja. Sergio Berce je imel krasen članek o samo opravljam svoje delo. Krasno je povedal, opravljam svoje delo, svoj puzzlček vstavim, tako, ampak cele slike pa ne vidim, pa še to vprašanje, če ga prav vstavim. Ja, se tle je problem, ker vsak bi mogel videti celo sliko. Čim ne vidiš cele slike, od agende 230, da ve, zakaj se sploh gre. Aha, moraš imeti skozi glav, gre na 30 pol milijarde ljudi, to pa že vleče na tole. Zakaj so cepiva varna, pa ne daje nobenih podatkov? Zakaj so cepiva varna, pa ni varnostne študije, ni alergenov noter, niti besedilo, zakaj, kakšna vsebina je noter v cepivih. Zakaj to napove, kakšna tale skrivnost je poslovna? Sej na bom ben cepiva gledal, ben ne bo cepiva ponarejal, ne se vatno. Jaz ne vem, kva je ljudi naše na vladi toliko straha se bojo, da bi še v Slovenijo začeti cepiva delati. Po mojem, da ne. Po mojem, da te bojazni ni, da bi začel kakšen cepiva gledati. Vse vejo, koliko so cepiva škodljiva, to bomo še pozneje govorili. Zdaj zaenkrat sem tukaj. Tole si povedal zelo dobro stvar iz prakse, kako je bilo v nami, pa 100 ljudi, pa samo eden. Ja, katastrofa. Mene je sram, da sem bil jaz edini, ne vem, ker sem v jajca, ali sem bil toliko bolj pameten od drugih, ali sem imel pol pogled celo sliko. Drugače si stvar razumel, seveda. Ja. Pa imeli smo izobraževanja, poleg vsega, ker si bil, si tudi redno poslušal. Ja, tudi to je eno od teh bistvenih stvari. Ja. Če nimaš ti cele slike, ne veš, za kva se gre, če imaš samo tle en delček, ti ga nuca nič. Res je. Pa še tisti delček je lahko prazen papira, tako da slika je drugačna. To je zdaj, če takole pogledaš, v bistvu zraven še tretja veja, ko sva rekla politikov in zdravstva, Ja. tukaj je v bistvu pa še gospodarstvo. Ja, tudi.
Najhujša stvar gospodarstva, ker ti nisi mogel na pumpo, ko si šel, Ja. nisi mogel benzina tanka, če nisi zelene kljukce pokazal. Ne? Se Ja, spomnim, ja, eden ja, čist zablokiral, a ne, ja, nisi ja. mogel kamor iti. Ne? Jaz pridem kaj na pumpo, evo ti na pumpa pa not nisem mogel plačati. Pa sem rekel, a so čist zmešali, pol tam sem dobil enega, sem rekel, daj, tamle je tale pumpa, tle imaš denar pa 5 plačati not. Ne vem, prvič ustrahovanje, bolj da ne govorim, koliko škode so naredili samo iz tistem ponavljanjem po radiju, toliko je okuženih vsak dan. Propaganda. Ja. To je toliko škode naredil za ljudi. Oni ljudje, ki so stari nad 60, jaz sem zadnjič bil sem rekel, si cepljen, ki ga je nekaj šraufa. Prav, sem rekel, a veš, koliko si star? Ti cepivo nas smeš videti bližje k 5 metrov. Sem rekel, nared meter, potegn, če greš zdravniku, odmaknite cepivo tokla stran. Je Ja. Plečnik rekel, odmaknite cepivo 5 metrov stran, ga tudi videti nas smem bližje. Tle je problem. Nimaš kaj stare ljudi cepati, mlade pa sploh ne. Glejte, bolne ljudi ne smejo cepati, zdravih pa treba ni. To je ena stvar bistvena. Drugič bi mogli, tako kot imajo v Avstriji, pa še v nekaterih državah večina, odločiti se morate sami, a boste dali otroka cepati ali ne. Se otrok ne rabi na cepivo, če je zdrav. Zakaj pa? Če vas zanima, kaj več, nisem stroško za cepivo. Karin Rižnar pa tale magistr Karin Rižnar pa še ona ena. Prijateljca od nje, če boste pogledali video, pa tiste knjige brali, boste dr. Mateja Černič. Černič, ja. Ona je napisala knjigo, pa je not vse razložen, se ni treba meni verjeti. Raziskujte sami, jaz vam ne govorim, zato da bi meni verjeli. Jaz vam samo spodbujam, da raziskujete stvari, ki so vam čudne ali pa nerazumljive ali pa sumljive. Čim več raziskujte, berite drugo literaturo, pa tiste strokovne knjige od neodvisnih medijev ali pa slike ali pa ne vem kva, belte literaturo, pa gledajte one video od nekupljenih medijev. Pa boste malo se vam drugače slika začela, oziroma sestavljenke se vam bojo začele malo drugače sestavljati. Pa rekli, Bučman, Plečnik je nekaj govoril, pa zgleda, da res nekaj štima na tem. Se ti spomniš tistih imen, ki so nenehno, poleg Kreka, Beovičeve, katere so še bile? Ja, on minister za zdravje, Ja, pa on še- prav brihten, pa No. kje se je najdu tak Kaj so naredili takrat? paniko. Ja, ampak kdo, kako so formirali to zadevo? Ker ti imaš vlado, imaš Ja. ministrstva, seveda imaš v vsako ministrstvo ima potem svoje sektorje, potem zdravstveni domovi so polje, UKC, Maribor, Ljubljana in tako Ja. naprej in tako naprej in potem gre po strukturi dol. Mhm. Nihče iz te strukture kot strukturalno, zakonsko odgovoren s svojimi pooblastili ni vodil. Ja. Ampak oni so naredili neko paramilico, Ja. zdravstveno milico, ki so jo zastopali Krek, Beovič, pa kako je že bilo oni, Logarjeva. Aha, Logarjeva, ja. ne? Pa še en tam iz Golnika, gor je včasih tudi mal jezik stegnil, Ja. doktor, prav zanimiv, ne? Ihan. Tu pa še Ihan, pa Ja. še par drugih. Glejte, in te ljudi so dali skupaj in so rekli, strokovnjaki svetujejo in so naredili strokovno komisijo, ki ni spadala nikamor v redno politično zakonito strukturo. A si morate misliti, ko sem jaz še to malo gledati pa študirati, ne? In zdaj, kakšna prevara je to, da vzamejo te ljudi, pol gre zjutraj, gre v službo, ima seveda pokrito je v službi, ko da izjavo je pa paramilica. Ne? Ja, in take stvari, gledajte, moramo prepoznati pravno, kdo je za kaj odgovoren, in če on da izjavo kot paramilica, tudi če ga vlada pooblasti, je to pooblastilo, ki nima zakonite funkcije, ki je izven zakona, izven ZNB, zato ker v zakonu o nalezljivih boleznih pa natančno piše, kdo je za kaj odgovoren. Od 5. do 7. člena si preberite, kdo razglasi epidemijo, kdo je odgovoren. Vojska in civilna zaščita v tem primeru nimata sploh kaj delati, sta bile pa glavna elementa
ki sta širila, cepila, organizirala stvari grozen. Ne? Se pravi, vse to troje, civilna zaščita, vojska in ta parastrokovnjaki, ne, so v bistvu kaj delali? Vodili celotno epidemijo, mediji pa podpihovali. Politiki so jim pa hrbet ščitili, ker so imeli zaveze, korupcijo, denar so dobili, cepiva so uvažali. To so kot zdelali s tem kot z orožjem. Vojaška, to je bilo v bistvu vojaška zadeva. Kolikor sem rekel, vsako cepivo poskus umora. Malo se čuden sliši na brzino, ampak če se majhen tle... Namest puške pa to pa? Ja. Da vas še enkrat moram spomniti, agendo 30, da ne te pozabim. A je povezan ali ni? Kolikor sem rekel, vsako cepivo poskus umora. A ste razumeli? Niste, ne? Še me boste gledali. Ko smo že pri agendi, torej ta agenda je imela, seveda zdaj pač ta COVID so naredili distrakt, zato da so ljudem najprej naredili zdravstveni problem. Zdaj pa rešitev. Strah, kaos, zdaj pa rešitev, ampak kje pa rešitev delajo? Rešitve pa ne delajo zdaj v tem, da bi ljudje bili bolj zdravi, ampak rešitve delajo pa zdaj v infrastrukturi, v investicijah, v, kaj bi še rekel, v cepilne kampanje, ki jih imajo še po COVID-u, kjer je vedno in povsod noter so ta COVID strupi, to kar si aluminij in te druge stvari omenil, a ne? Škandali, kjer se družbeno, javno zdravstvo zdaj seli v zasebno, ne? Potem pa trajnostna oskrba, krene odločbe, so nas so vse doskočili. To same laži. Same laži. Jaz sem si tlele izpisal ene par laži, pa jih bom samo prebral, ker so lušne. Lažna obljuba o hitrih čakalnih vrstah v zdravstvu. Lažna obljuba o zmanjšanju davkov in povečanju plač. Neizpolnjene obljube o reformah na področju pravosodja. Kaj je zdaj s to zgradbo? Mislim, reforma, da se bodo selili, pa boljš delali in zdaj vse skupaj, zdaj se pa med sabo, kje je denar, kam je šel denar, ne? Mislim. Ja, čudno se sliši, ne? Ja, ampak točno to, ne? To je samo reforme, tako da ljudje mislijo, da je pač neki finga spet delajo, da bo dober kao za nas, je pa sam za njih dober to. Seveda, točno to. Evo, zavajajoče izjave o finančni stabilnosti države, lažne obtožbe o sodelovanju z opozicijo, izjave o epidemiji COVID-19 in cepivih, kar si ti tako lepo zdaj povedal vsem nam, dragi prijatelji, vsi, ki nas spremljate in poslušate. Tako da, gledajte, potem lažne obljube o investicijah v infrastrukturo in razvoj. To veste, da so zdaj vse plane spremenili, da se nič ne dela, denar je zginil in tako naprej. Zavajanje glede porabe evropskih sredstev, to so neustavne stvari, kar že v društvu dolgo govorimo. Zavajajoče informacije o nabavi zaščitne opreme med pandemijo, ko so celi tovornjaki maske skinjali in tako naprej, ne? Evo, neresnične obljube o reformah zdravstvenega sistema, trditve o finančni stabilnosti zdravstvenih institucij. Zdaj smo že pri 13, zavajajoče informacije o digitalizaciji in modernizaciji zdravstva. In zdaj se pojavlja, ne vem, jaz sem objavil na svojem Facebook portalu, ker dobivam informacijo, da zdaj ponujajo v 2024 tistih 10.000 ali 12.000 računalnikov, ki jih ima v Mariboru ta Duhova, a ne, ki delajo to digitalno. In zdaj otroci dobivajo te računalnike. Glede na to, da teh računalnikov v letu in pol, v 2 letih niso razdelili, so porabili za 12.000 računalnikov ta čas, da so svojo vrhunsko opremo ustavili v vse te računalnike, da to funkcionira, ko vaš otrok dobi računalnik domov. Bo polno funkcionalen, tudi takrat, ker ne bo kamera vključena, pa zvok se to na daljinsko da vključiti prek interneta. Ne? In pa še neustrezno informiranje o obsegu in pripravljenosti zdravstvenega osebja. Kako so vsi pripravljeni, kako je vse v redu, po drugi strani pa tujce uvažajo, izobražujejo cele družine in tlele se dogaja no, jaz sem tle ene par takih stvari, ker se ti to temo načel, ampak katera od teh, recimo, ki sem jih zdajle, pa se tebe še posebej dotakne? Mene najbolj moti ena stvar, ki je dosti interesantna. To bo te bolj težko, ki je slišal, tudi če bom jaz kaj objavil, nam nič od tega.
Jaz sem včasih delal 5 let, pa še nekaj mesecev sem delal v medicini kot serviser, pa tudi izdelovalec sterilizatorjev, pa deminalizatorjev. To se pravi, mehčalcev za vodo, pa sterilizatorjev, ki jih imajo po vseh zdravstvenih organizacijah, po celi Sloveniji, pri privatniku sem bil v Sloveniji in še po Hrvaškem. Kaj se je dogajalo tam? Jaz sem videl že takrat, da je blazna korupcija, sem videl, da se to čudne stvari dogajajo. No, da nisem, jaz sem zmeraj mogel, pač Ferčan sem bil, pa zmeraj sprašoval veliko doktorje, kaj pa, kako pa, zakaj. No in potem sem naletel na eno, ker sem bil pri eni stari profesorci, ki je bila že v penziji, pa malo debatirala, sem bil pa ne doma, sem nekaj rihtal in debatirala, sem rekel, mene pa zanima, kaj to je 35 let bilo nazaj. Škoda, ker te ni več med živom zdaj. No in kva se je zgodilo? Jaz sem rekel, meni zanima, kaj bo s tem, ker zdaj študirajo. To se pravi 35 let nazaj. Ne vem, katerega leta je to bilo, v glavnem, takrat sem jo vprašal, kaj bo s tem zdravnikom, ki zdaj študirajo. 1989. Ja, tam nekaj, no, ja, tam nekaj, okoliko. In prav, sicer vam ne bi smela, ampak vam bom vseeno povedala, jaz sem že itak toliko stara, da mi ne morejo nič v bistvu. Prav, ubogi ljudje, zdaj dobro poslušajte, kaj vam bom povedal. Ubogi ljudje, ki bojo htelem doktorjem, ki zdaj študirajo, pa šli v roke. Razen, je poudarila, redkih izjem. Kdo so te redke izjeme zdaj? A so to oni žvižgači, ali so oni ljudje, ki imajo res radi ljudi in jim želijo pomagati, ki jim ni bistvo denar, in jih korupcija ne more podplačati. Ne vem, upam, da sem bil zdajle dosti jasen, to, da ste me vsi razumeli. Agenda 30, upam, da niste pozabili. Veste, za kam se gre. Prav, to je sama korupcija že zdaj v šoli. Prav, kaj še bo, ko bojo te ljudi delali. In kje so te ljudje, ki so bili 35 nazaj na faksu medicinske fakultete? A so to Bejovićeva, je to Krek, ali so to neki tam podobni? A so to neki tam podobni, ki so že takrat v šoli, ja, nekako tam podobni, ki so že takrat v šoli imeli tako korupcijo, da me je že takrat glava bolela. Že v šoli. To se pravi, če so imeli že tam dekana pod oblastjo učenci, če jim ni dobre ocene dajal, bolj da o drugih stvarih ne govorim, kakšna je bila korupcija med ženskam. Če jim ni dobre ocene dajal, pač so ga ignorirali in ni bil naslednjem semestru izvoljen. Torej, korupcija se nadaljuje pol, normalno. Saj veste, kakšna korupcija je zdaj. Ne vem, nima več besed, kar se tega tiče, ker je vsem dosti jasno, koga se je dogajalo med COVID-om. Jaz imam en predlog, Ja, glede na te laži. Pripravil sem en kratek video, ki na komičen način pove resnično stvar. In bi to z vami podelil v smislu tajkunov, ko si govoril o plačilu, pa korupcija in tako naprej. No, pametno. pa bi nekako tole zdaj z vami podelil, da si to malo pogledamo. 3 minutke traja. Ja. Pa je žal. Ne bo žal. Tajkuni so vrsta zajedalcev, ki najbolje uspevajo v Sloveniji. No, pa si poglejmo, kako ti zajedalci uspevajo v Sloveniji, prav? Tajkuni so zajedavci, ki najbolje uspevajo v Sloveniji. Praviloma prebivajo v gromozanskih črnih gradnjah, ki se nahajajo sredi zaščitenih narodnih parkov, zimujejo pa na davčnih oazah, od koder se vedno radi vrnejo po še.
Zato. Zato. Hočem pravico! Čakaj, ne slišam, džakuzi mi laufa. Prid dol! Prid! Prid, če upaš! Jebem ti! Pridam dol z liftom. Daj! Drugega nočemo, svojega ne damo! Kredljivc! Devize. Banda hudičeva! Banda hudičeva! Ti si pa verjetno temeljni kamen za Vilnes prišel položiti, a? Kašen temeljni kamen! Kuverto sem dobil, da v te rušil mi! Moje, pošten, zaslužen! Poslušaj, jaz samo modre kuverte poznam. Stalno spreminjajoča se zakonodaja gre tajkunom večinoma na roke, malim ljudem pa v nos. Kako je lahko mojih 20 kvadratov črna gradna, ti imaš pa hle dvorc z bazenom, pa ni črna gradna? Zato, ker to ni bazen, ampak je poišče za divjad. Ker v tvojemu jeziku pomeni, da jo živali lahko pupale vodike. Poišče z masažo pa mehurčki. Ja, če so mehurčki, pomeni, da je neki fuč in bombade majstre pač odpustil. Ja, vidim, da vam gre slabo, kar 4 avtomobile v garaž. To ni moje, to so vse službeni, no. A ja, oni zlati levi tam na vhodu tudi niso tvoji, a ne? O, to so pa moji, ja. Veš, pački se mi gravžejo, s tak me na male ljudi spomnejo. Pa sem leve vzel, ker so simbol moči. Ne vem, če bi ti kaj vedel o tem. Zaradi malih ljudi si lahko to sploh prvošaš! Banda nehvaležna! Lahko malo tiši, ker mi boš konje vznemiril. Kar srame je, da v isti državi živimo, evo! Mene je sram, grem v štacune in dam 500 evrov, pa mi Reva nima drobiža nazaj zavrant, no. Ej, slabo mi je, kaše govoriš? Zaradi vi ste državo zafuro, evo kdo je! Takih sti! Takih ste, vi ste državo zafurali, s tokom je za 3 ure pa pol na uro, težko delati. Kitajc za 3 ure pa pol cel dan dela. Zgor nam iz računalnike se stavlja dol, pa z nogam žogo šiva. A se kaj pritožuje? Ne. A gre kaj na morje? Ne. Zakaj? Zato, ker nima cajta. Ti imaš pa cajt s tolim od Soloman tele strašit. Šiht si najt! Ja se išče že 4 leta! 4 leta iščem! Pa nič, kaj ne naredim, gospod prestrste, gospod nekvalificiran, kaj ne naredim? Glejte, prvo se už počesal, odločbo imaš tako ali tako, od sola pa tudi. Mislim, da je najbolj, da greš kar počas malo podirati. Boš mogoče kakšno subvencijo države dobil. Ali pa ne boš rabo rušenja plačati. No in tako se je zaključila basen o pohlepnem volku in naivni rački. Oba sta živela nesrečno do konca svojih dni, eden s preveliko jahto v bazenu, drugi pa s prstom globoko v zadnjici. No, zdaj poglejmo pa še eno 3-minutno laž, najboljše zdravilo za resnico. Laž je univerzalno zdravilo za resnico. Vemo namreč, da resnica boli. Skoraj od rojstva je laž del našega življenja, saj nam jo starši dobronamerno položijo že v zibelko. Jej, sinko, da boš velik pa pameten, da boš pilot. Good evening, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We fly 30,000 feet today, lovely weather we have. Thank you flying with us and have a safe flight. Thank you. Ti pa tvoj avion, a se speš piljaš? Ja, kva zdaj, ja ni darav? Aufan ga no. Ja, če bi bila vse to resnica, bi bil svet poln pilotov, predsednikov in zdravnikov. Skozi vso zgodovino človeštva so vodilne institucije uporabljale laži kot sredstvo manipulacije. Zgleda so pa gospod vseeno malo jezni zgoraj. Ne, sploh ne. Gre za povsem naraven pojav. Zaradi razlike v napetosti steče tok. Ob tem pa ioniziran zrak zažari. Zažari. Slovenska lažniva skupnost ima tudi svojo stranko, Združena lista lažnivcev. Njeni poslanci zasedajo kar 97% sedežev v parlamentu. Jaz denarja za Stožice nisem vzel, meni so ga nakazali. Sicer ne vem, kje so dobili številko mojega računa, ampak v naši stranki si prizadevamo, da storilce dobimo. Ker meni ne bo nihče nakazoval denarja, da smo si na jasnem.
Rebalans. A tudi klerikalci, politiki in ženske nasplošno se lahko skrijejo pred najbolj lažnivimi bitji, kar jih gomazi po tem planetarnem sestavu. To so oglaševalci. Hej, ali imate težave s pometanjem? Ne. Ja, kako da ne, če pa je metla vendarle polomljena? Vendar nič ne dej, naivni kupec, za vas imamo proizvod. Pometer 2000 Pro. Pomete še tako polomljene metle. In če pokličete v na 17-15 minutah, dobite zraven še polomljeno metlo, da jo lahko pometete. Baterije niso priložene. Agresivnim marketinškim lizunom se težko izognemo, saj jih večina laže kar od vrat do vrat. Poštar! Gospod, vam lahko posesam 5 minut časa? Najlažje se jih rešimo s preventivno pikrolažjo, saj le tako zatremo njihovo laž v kali. Ni nas doma! Kako ne, če so čevlji pred vrati, no? Šli smo bosi! Spidi, čao! Že očetje so nas davno svarili, da če boš lagal, boš kradel. In če boš kradel, boš jedel škampe. Pri sebi premislite, ali vam je več do iskanja zrna resnice v kuri laži, ali pa imate morda raje morske sadeže. Izbira je vaša. Da, izbira je vaša. Toliko, da ne bo vse zelo resno. Ura je naokrog, par minut je še do 8. Povedali smo veliko stvari. Peter, Ja. imaš kakšno zaključno misel, preden izzoveva na pogovor naše člane? Ja, zaključna misel je, da se vsaj delček tega zapomni, kar sem povedal. To se pravi, agenda 2030, da ne pozabijo, če bojo cepiva, a je to povezano z agendo, da bojo rekli, da je za dobro ljudi, kako pa, če bi rad pobil 7,5 milijard. To nekaj ne štima, ne? Ali agenda ne štima 2030, ali pa, da so cepiva varna. Zakaj pa rabijo varna cepiva? Jaz bi takole naredil, ukinil bi policijo pa vojsko, ljudem dal orožje v roke, pa bi bila agenda 30 v pol leta narejena. V pol leta. Problem je čisto en drug. Oni bi že to naredili na vladi, sem se bojil, da bi njih ne bilo več. To bi pa pol vodil ljudi. Vprašajte se, raj vsak zase, a mi rabimo koga, da nas vodi sploh? A mi sploh koga rabimo, kaj mislite? Tisti, ki znate misliti, se mi zdi, da boste rekli, da ne rabimo nobenega. Jaz mislim, da sem dosti star. Če do zdaj nisem rabil nobenega, kot tudi zdaj nam. V bistvu, kar bom rekel, zdravstvo je koristno le v toliko, kakor polomljene ljudi skrdajo. Sam zdaj že tudi to nevaren. Če pridete vi z rešilcem, da vam pobenejo še tisto, kar imate dobrega. Pridete dan pa v tegelčku, če se temu tako reče. Kaj bom rekel še v bistvu? Vladi ne morete verjeti nič. Vladi ne morete verjeti nič. To sem vam mogel 2-krat povedati. Pa še ne vem, če boste ozavestili. Zdravstvu, glede na tisto, kar sem vam prej povedal, se že izogibam vseh 35 let, da po Zaloški, v glavnem, če se le da, ne vozim več. Kaj to pomeni, da po Zaloški ne vozim več? Zdravnika se izogibam na vse kriple. Ko sem se zastrupil z gobam, je žena rekla, pač bomo tole vse probali. Po 11 urah driskanja pa bruhanja sem se končno le spomnil, kaj storiti. Ali me bo pobral, ali pa probam tisto, kar sem bral takrat pred leti v eni knjigi Urinoterapija. Ko vi delate toliko cajt, ko imate težave, ko probate vse kvaje, pa ne greste v zdravnik.
Zakaj ne? Zato, ker veste, da dan pride v tegelčko. No in kaj je zdaj, kaj sem jaz naredil? Probal sem tisti efekt urinoterapije, a drži ali ne drži. Jaz sem to že prej knjigo bral, pa sem že malo prej probal, kako to zgleda, da ni preveč ogaben. Pač je, probati morate. Preberite tisto, pa boste videli, a to je za vas ali ni. Vsaka stvar ni za vsakega glih. No in kaj je bilo pol? Jaz sem rekel, pisma, škoda, ker se nisem prej spomnil. 2 centimetra tekoč urina v kozarcu, zak. Tle me sem malo zapekel, sem rekel, da vidim, mama je vzela pobrala, ali bo res kaj ti zdrži. S trupom zbija, ne? Tako je. In sem rekel, kaj je zdaj to? Nič več driska, nič več bruhanja, kaj je zdaj to? Sem rekel, to se pravi, da tole, kaj je tam pisal, res drži. Telo samo dela proti strup, kaj rabiš cepivo? Oni vsakdanci lepo pravijo, za čije babe zdravje. Za čije babe zdravje. A ste razumeli? Za čije babe zdravje zdravnik. Da ne govorim o drugih stvarih. Ne vem, kako se reče v nam tem Nate Wolarič ima ene zelo zanimive zgodbe, pa zelo zanimive telekomentarje, pa z raznimi doktorji pa profesorji se srečuje, pa imajo razne pogovore. Doktor Tanja Pija Metelko. Poglejte si ta članek na YouTube. Njena predavanja niso glih poceni, ampak lepo razloži, da se vse da pozdraviti z raznimi meditacijami, pa s takim stvarmi. Vse bolezni. Prav, da ni problem. Tudi ljudje, ki so bili na invalidskem vozičku, so shodili 4. dan oziroma 6. dan je gospa tista, ki je bila. Ne samo, da je shodila, lovili so je po plaži. In ta gospa Tanja Pija Metelko je bila temu priča in prav, da je zmeraj pride solze v oči, ker se spomni na to. Kaj je zdaj treba medicino? A zdaj so cepiva za to, da nas bojo rešili pred agendo 2030, ali so za to, da bo agenda 2030 prej rešena? To je v razmislek, pa zaključna misel današnjega večera. Dobro, upam, da vam bo celo noč odmevalo to. Ko bojo prišla cepiva, da se boste pozanimali, a imajo varnostne študije narejene, a imajo zraven alergene, a imajo zraven vsebino napisano, kaj vsebuje ta cepiva. Ko boste vse to preverili in mislite, da vi rabite to v vaše telo vnašati. Vse, kar je obvezno, zapomnite si nekaj. Vse, kar je obvezno, je zelo sumljivo, glede na to agendo. Zmeraj morate primerjati 2 stvari. Kakšna veza ima agendo s tistim, kar vam silijo, kaj vam pogojuje ali pa ne vem, kva vam omejuje vam vse živo. To pomeni, če bo vojska prišla zdrava, da hodijo ljudje doktorji po domu, to pomeni, da je to agenda 2030, da vas mislijo farderbati, se temu reče. A ste razumeli zdajle, če ne vprašate? Zelo pomemben je, če niste razumeli, kaj je agenda 2030, da mislijo biti samo pol milijarde ljudi, a je logika ali ni? Če znate, tisti, ki znate razmišljati, pa ki znate majhen zračunati stvari, poslušajte zdajle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 krat 9, pa boste videli, kaj dobite. Zračunite to. Še enkrat vam moram. A imate svinčnik, pa si zapišite. Vzemite svinčnik, pa zapišite, da se boste učili, kako se razmišlja. Vsaj majhen,
vsaj za začetek. Se pravi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 8 sem spustil. Krat 9. Se bi vam še kaj drugega povedal, sam zaenkrat je to dosti, če ne bo preveč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 krat 9. Pa dobite 9 številk enakih. Samo toliko razmišljanja. Da boste vedeli, kako vas poveste še tole iz agenda, vse skupaj, pa boste videli, kako vas žejne peljejo skozi vodo. To je zaključek današnjega večera. Upam, da ste vsaj nekaj odnesli, a pa da boste. Ni mus, da meni verjamete, vse pa Mihajl. Ne, to ni bistvo današnjega večera. Bistvo današnjega večera je, da vi to vse preverite, a to drži ali ne drži. Sami, da tako. A to je zelo pomembno. A tole, ki smo midva vam povedala z Mihajlom, a te stvari držijo, toliko cajt raziskujete, da boste dobili odgovor. Ne sami verjeti, meni pa ne, če to verjate, ni nič. Raziskujete morate, a to je ali to ni. Če pa rečejo, da je raziskovanje nepotrebno, pa da to je zdaj moderno, da ti ne raziskuješ, da ti verjameš, ti moraš verjeti. Poglejte si nekaj zelo dobrega. Na YouTube je na srbijanske prevare. In tam lepo, tam se boste mogoče nekaj navadili, kar je balkanske prevare. Nitko nije siguran. A veste, nitko nije siguran. Oni znajo bolj kot mi. Oni so bolj človeški, oni znajo bolj čustven. Nitko nije siguran. Če niste vi sigurni, morate to preveriti. Nitko nije siguran. A ste vi sigurni, da je zemlja okrogla? Glede na tiste zemljevide, ki sem jih jaz videl iz leta 1400, tam nekje, se mi zelo čuden zdi, da glede na tiste zemljevide, pa tisti, ki so zdaj, da po zemlji manjka, kako je zdaj tam. Sumljiv je nekaj, zakaj je tam, ki je Antarktika, vahta NATO baza. Zakaj nobenega tam napustijo? A to nekaj vam ne smrdi, da je nekaj zelo narobe? Če bi bilo vse tako, kot piše, jaz sem prepričan, da tiste ledenike ne bi noben vahto. Za čije babe zdravje pa? Ali po domač povedem, za koj kurac? Ne, da se grdo izražam, briga me. Vi gledajte bistvo tega, neko je tam en Bučman rekel, en kako se reče, plečnik, kaj vam je on naložil? A bi bilo kakšna potreba pa je, da se tam vahta? Zakaj vahtajo tam NATO baze? Da ne moreš do njih. V Zagrebu je bilo, tam blizu Zagreba je bilo čas nekaj, da so one antene. Pa še eden tam pa je probal raziskovati, pa bi ga malo ubil, se je kome zmazal, da se je izgubil. In zdaj tam je narisan gost, kakor da ni nič. Zakaj tam vahtajo to? Zakaj tam vojska vahta? A je nekaj sumljiv tam ali ni? Dajte ljudje razmišljati majhen svojo glavo. Čim se nekaj vahta, je tam zelo nekaj sumljiv. Isto tam, ko oni vahtajo na Antarktiki. Zakaj treba to vahtati, če tam ni nič? Nekaj vahtajo, če ni. Meni verjamete, da če nekaj je, pol vahtajo. Če bi oni vahtali, zakaj mene bi ne vahta? Zato, ker nisem nič. A veste, kaj bi tam v gozdu 10 kvadratov pa nekaj vahtali, vojska tle nas smete, pa ne bilo nič. Niti slučajno tega ne. Torej, logiko. Razmišljite svojo glavo, ne samo mobitele gledati, pa tole, fuknite tiste mobitele v kraj. Prej je bilo 4G, ja, bomo dali na A1 priključil pa v uri. Jaz vzamem, malo manjkal, da ga nisem čez okno vrgel. Res. Malo je manjkal. Isti dreke, k 4G in k 5G.
samo da je razlika v 5G, da je več kontrola. A ne vem, a se bo ljudem kaj to kdaj razjasnil, ali se ne bo. Ali bo mogel vsakmu posebej razlagati vsaj takole ali še bolj. Pa nekaj probate, pa boste videli, za kaj se gre. Raziskujte, raziskujte in raziskujte, pa ne pozabiti Agendo 30. Hvala, Peter, 100-krat. Ja, Mihael, Srčna tudi hvala. tebi hvala. Glej, Hvala za povabilo, bom rekel. še kdaj? Pa upam, da sem vsaj majhen dal ljudem razmišljati. Ne zato, da mene gledajo, ne zato, da jim je čas minil. Gledanje najine lepote je minilo. Ja. Ne? Ja. Zdaj to, To, ne, ja. To je lepota, minilo, ne? zdaj oni, Zdaj dušo, ki vsebino. bi rad Ja. videli mojo Facebook stran, Svetila Plečnik. Pejte do leta 18 nazaj. Pa mogoče boste videli kaj tazga zanimivega. No. Določene stvari so mi zbrisali, ker so take, ki politikam ni všeč. Veliko je takih, no, mislim. Videli boste moje izdelke, videli boste moje razstave, nekaj videli boste Ameriški dolar, nova izvedba, so z Mihaelom skrb zrihtala. Boste vedeli, da ni tako. Pa sporočilo Faraonke, pa Svoboda od Skodelc. Boste videli, zakaj je. Da se dizajn ujema z vsebino tista. Ker zgodba prodaja. V Ja. bistvu ti prodaš zgodbo z izdelkom. Ja. Ne? Ti ne prodaš, ne vem. Zdaj se ne gre za moje šalce, Ja. gre se za bistvo vsebine Ja. od Svobode pa od Faraonke. Veš, kaj mene zanima? Ja, Kaj o vsem tem, kar sva midva zdaj debatirala, ja. Našim poslušalcem in poslušalkam na Zoomu in tudi na družbenih omrežjih, pa misli Julijana, predsednica, ki ponavadi kakšno pikro na koncu doda, tako da jaz bi se zdaj umaknil, ti ostani tle, ja, pa se bo ona tle na moj stol presedla in bo povedala svoje ideje in svoje misli glede prevar politikov in zdravstva in kako ona to občuti. In kaj ona naredi, pa jo boš popravil, če naredi narobe, pa ji daš mogoče potem tudi kako zdravilo, urin ali kaj takega. No, prav? Julijana, izvoli, nastavček. Prosim, Andrej, se sedeš. Dober večer. Evo. Ja, dober večer. Ja, dober večer. Dober večer. Ja. Ja, slišala sem, da jaz dajem pikro, jaz dajem iskro. No, super. Jaz osebno sem sejalka iskric, ne pikric. Zato, ker verjamem, da je duh, ki je iskren, ljubezniv, ljubeč, tako kot naš 9. člen 1. alineja pravi, da to dela čudeže. Ljubezen dela čudeže. In moja iskrica za danes je, da res ne rabimo, kot je Peter povedal, zaupati znanosti, cepivom, medicini, zdravnikom, ampak zaupajmo življenju. Zaupajmo, da je življenje v nas tisto, kar nam daje življenje. In ga tudi obnavlja, če je potrebno, če nas nekaj od zunaj poškoduje, rani, ker je življenje tisto, ki želi biti življenje. In če mu omogočimo, da je življenje, potem živimo. Ljudje, ki z ljubeznijo živijo, tudi če jim dajo strup v pijačo, v hrano, je ljubezen tista močna sila, ki ta strup transformira v zdravilo življenja. In če bomo verjeli, da je naš duh močnejši, kakor vsi ti ljudje na zemlji, ki ne poznajo te iskrice, ki jo ne želijo darovati, ne želijo živeti, če bomo to verjeli, bomo imeli zrak čist, hrano čisto, medsebojne odnose čiste. In bomo zdravi, srečni in veseli.
In zelo sem hvaležna pa vsem, ki na kakršenkoli način prispevate, da dvigujemo zavest tistih ljudi, ki potrebujejo nekaj vidnega, ki potrebujejo nekaj zemeljskega za njihovo boljše zdravje. Tako da sem hvaležna za vsak poskus, da ljudem povrnejo upanje in vero v življenje in zdravje. No, to je danes moja iskrica. Peter, lahko pa me kaj vprašaš. Super, ja. Ne bom te vprašal, ampak ti zagovarjaš sicer drugače, ne druge stvari. To zdaj nima nič veze s tem. Ampak jaz sem imel 3 duhovnike v žlahti. Kje v žlahti? Ja. 3 duhovnike. A so bili sveti, a so bili grešni? To je velika razlika. Ja, noben ni bil svet. No, potem so bili taki, kot vsi ostali ljudje. Vsi smo duhovna bitja. Problem je bil ničem drug. Jaz sem bil še mlad in je bil en župnik v Dravljah, je bil jezuit. Ja. Pa me je nagovarjal, da bi jaz šel za duhovnika. Ja. In Bogu hvala, da nisi šel. Ker si se ohranil svoje življenje v svetosti. Tako je. Da bi jaz mogel cel življenje ljudem lagati. Bog ne dej. Bog ne dej, samo to, jaz sem bil presrečen, jaz sem rekel, da bom električar, se je rekel, se bo šlo tudi električar, se je rekel, posluš mene, jaz bom električar, mene to ne zanima. Ja. Peter, če človek išče izven sebe to iskrico življenja, je nikoli ne bo niti videl, niti prepoznal. Ključ življenja je v nas, mi jo pa iščemo zunaj sebe, bodale. Točno tako. In ko dajemo to iskrico, ja, se ta iskrica veča. Jaz sem imela 2 dni nazaj zelo velik test, ko sem mogla dati zelo veliko iskrico v situaciji, ki je bila za mene en velik izziv. Ampak sem uspela. No, super. Kar pomeni, da ljubezen do vsega, tudi do smrti, tudi do sodnikov, tudi do ubijalcev, mene ščiti. Predvsem mene. Ne tiste, ki ubijajo, ne tiste, ki lažejo, ne tiste, ki za denar prodajajo resnico, ampak ščiti mene, zato, da sem jaz v iskrici in da se iskrim in živim in da sem zdrava. In priporočam, da to iskrico, ki je zastonjski dar za vsakega izmed nas, pač živimo. Lej, kakšna lepa slika zdaj tam. Črna bela tehnika, kako ploščice v cerkvi. Ja. Zdaj, če ima kdo vprašanje zate, lahko kaj postavi? Ja, lahko, če se upa. No? Če se upa, če ga ne bo odpeljal, kjer ga. Ja. Evo, vse nas je kar nekaj, tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, ali bi želel dodati k temu? Sami mladi v vladi. Jaz bi eno vprašanje postavila, če dovoljiš, Peter. Ja, lahko 2. Ti veruješ v smrt? Ne. V kaj potem veruješ? V življenje. Ja, tudi v telesu? Teleso je kot avto, samo prevozno sredstvo. Aha, ja. A razumeš? Jaz razumem po svoje. Ja. Ampak sem pa hvaležna, da si izjavil, da veruješ v življenje. Ja, seveda. Ker to je začetek tiste preobrazbe za vse nas, ki jo vsi rabimo. Mi živimo večno. Samo telo se menja, oziroma prevozno sredstvo zbiramo. No, jaz osebno vem, da iz semena jabolka vedno nastane jablana. Ja, to je. In verjamem, da smo duše, ki se razsvetljujemo, iskrimo in da moramo začeti razmišljati ne pozemeljsko, ne tako, kot nam sugerirajo drugi, ne tako, kot nas knjige učijo, ne tako, kot nas družba uči, ampak tako, kot je Božji načrt. In Božji načrt je življenje tudi v telesu. Ja, tudi v telesu. Ja. Ampak v lepem, zdravem telesu. To, da smo mi bolani, da se staramo, to je napaka našega razmišljanja, napaka naših misli, napaka sistema. Vsak je pa tisti, ki se mora odločiti, a bo vzel cepivo, a bo vzel smrt kot resnico, a bo vzel revščino kot dejstvo,
a bo vzel bolezen kot dejstvo. To je pa zdaj odločitev od vsakega izmed nas. Jaz osebno sem se odločila za vse najboljše in predlagam, da tudi vsi, ki nas poslušate, tudi hvala za to, je čudovit prispevek danes. Ne rabimo cepiv, ne rabimo sistema, rabimo pa iskrce, ki jih živimo in darujemo naprej. Hvala lepa, Peter, za ta tvoj... Sistem je itak men. Sistem je čist... Sistem se je že izkazal, da ne deluje. Vsi ostali sistemi se pa vedno bolj iskrijo in ljudje se prebujamo. A ne, Mihajl, ti tudi? Jaz sem prišel do... jaz sem zdaj po posmrtnem življenju čudovito se počutim, moram povedati, ne. Hvala, da si še z nami. Sem jaz srečna. Povstajensko, ne, da me zanimali, kako zgleda, ne, kaj potem, ker pol to ni več možno slišati, slišiš pa ne moreš reagirati, zdaj lahko, ne. Ampak sistem recimo tega življenja, ko si ga ti omenila, je tudi skozi vso zgodovino narobe naučen, zradiran, zbrisan, nam vsem odvzeti, tako kot sta vidva to lepo rekla. Dragi prijatelji, kaj ne rečem, zdaj smo nekaj časa že skupaj in dam vam besedo, kakor nas je skupaj, če ima kdo za dodati, kaj zapovedati. Tukaj se, glejte, zahvaljujejo. Hvala, gospod Peter in Mihajl, hvala Ivilijani. Mihajl, prestrašil si nas za nekaj miru, evo. Dobro, fajn. Koliko je takih ljudi, ki nas bojo gledali še, ki si upa reči, da cerkev laže? Evo, ne, da laže. Vse je narejeno za to, da te pokori, da ti spere možgane, da... Koliko je takih ljudi? Veste, dokler seme ne umre, tudi jamljale ne more zrasti. Tako da naš Mihajl nam je vsem dal dobro lekcijo, sploh pa meni osebno, tako da sem samo še bolj iskriva zdaj trenutno. Še predsednik nadzornega sveta je vlup skočil, je rekel, in srečna, prid nazaj, kje si. In srečna, da se je vrnil med nas, da nas ni zapustil. Veste, v Sloveniji zelo veliko ljudi samomore dela, veliko ljudi so veliko ljudi je depresivnih, jejo tablete, a ne? Zato, da pobegnejo od težav, da pobegnejo od sistema. Vendar ni druge rešitve, kot da sistemu vzljubimo, ga blagoslovimo in da se z ljubeznijo in iskricami borimo, da se tudi sistem razsvetli. No, to je moje spoznanje in sem vesela za to novo izkustvo. Hvala. Ivilijana, sem pa zelo vesela, da s tole besedilo malo povedala, koliko samomorov je v Sloveniji. Preveč. Mi smo... Pa številke? Ne vem številk, ampak smo na zgornji, med najbolj samomorilskimi... Še nič na nuca. Ena stvar je, ki sem jo zasledil med covidom, da je zrasla. A veš, kaj je to? Grozno veliko. Do 15%? Ne. Do 15 na dan. O moj bog. Kaj zdaj to pomeni? Na dan. Ja, to pomeni, da ljudje tako trpijo, da mislijo, da je ali evtanazija ali samomor rešitev od njihovih bolečin. Ampak rešitev od bolečin je iskrenost do bolečine, sprejemanje bolečine z ljubeznijo in odpuščanje. Če nas je nekdo prizadel, če smo sebe prizadeli, da se odločimo za ljubezen. Druge poti ni. Jaz to sama osebno vem. Mene rešuje vedno molitev in tisti dan, ko sem se soočala z Mihajlovim odhodom in z njegovo smrtnico, sem za našo članico skoraj 1 uro zelo resno in zelo iskreno, zelo iskrivo molila in prosila Boga, da nam Mihajla nazaj vrne, da ga še rabimo, da Slovenija še ni v tisti točki, da bi bili brez Mihajla. Včasih so pobijali razsvetljene ljudi samo zato, da bi tema živela. Zdaj pa rabimo svoje razsvetljene ljudi ščititi, varovati, zato ker jih ne samo, da jih rabimo. Bog želi, da zmaga resnica in iskrivost in ljubezen in to zmaguje in ne moramo in ne smemo dovoliti, da nas narekovajo ta hudi duh odpele v temo, v smrt, v pokopališča, v žare, v pepel in tako naprej. Moramo pač ljubiti to življenje in
samo ljudje, ki bomo ljubili življenje, bomo lahko živeli to življenje tukaj zdaj na tej zemlji, ki je prečudovit planet za življenje. Da ne bomo predolgi, namreč ljudje imajo še druge obveznosti. Ja. Peter, Drugač pa bolj, da smo dolgi, razumeš. Mihajl, jaz bi še nekaj vprašal. Prosim, kar dej. Ne vem, a smo mi zdaj vsi v nebesih, ki te vidimo živega, pa slišimo te govor. Nebesa na zemlji. Ja, kakor zgoraj, tako spodaj. Ne, jaz Ja, ne, nebesa na zemlji. Ne, to je posebna izkušnja, zato ker to vidiš, a ne, posmrtne želje, kaj ljudje pravzaprav o tebi mislijo, pišejo, kakšne so reakcije, kar sicer tega ne bi bil deležen, ne. Tako pa je zanimivo, tole je bilo izkušnja, ker je nisem nobenemu povedal in tudi domačim ne. In so doživljali strahotne posebno jaz. Travme in šoke in sem pripravil pač, bom rekel, svoj pogreb in svoje vstajenje oboje, ne. Da vidim, kako to zapravim. Tudi mi smo malo zmedeni, ker zdaj te vidimo, pa slišimo. Ja, tudi študiramo. Se je tudi mene malo skrbel. Ženske so, skratka, moram vam povedati, ne, ko so prišle, so pač ženske prve videle Jezusa ostalega in tudi pri meni so ženske prve prišle vprašati tlele pred vrata in to je bila prva Julijana, ne, prva Marta je bila, ki me je videla živega. Ne, a veste? Ostalega Jezusa. Ostalega Mihajla, Jezus To je bil Jezus, pa. Ne, veste, jaz sem bila na preizkusu svoje vere. Jaz sem zahtevala od Jezusa, da odstrani vse motnje in da se odprejo vrata, ki so bile zaklenjena in jaz nisem mogla vstopiti. In jaz sem prosila Jezusa in vse angele v veri. Pa gasilci pa policisti? Ne, razmišljala sem, kaj naj naredim, pa sem se odločila za molitev. Ker sem imela samo dve možnosti, ali gasilce poklicati, da pridemo noter, ali pa moliti. Izbrala sem molitev. In imam pričo, eno članico našo, ki me je poslušala. Verjetno, da se je tudi njena duša transformirala, med molitve bila je dolga, skoraj 1 uro. Ja, najbolj zanimivo je to, ne, da je osmrtnico sem jaz dal po moji smrti. To je bilo najboljša. Ja. To ne vemo, kdaj si jo dal, ampak vemo samo to, da si jo dal in da nas je vsakega na svoj način nagovorila. In tisto, kar smo dobili, hvala ti, Mihajl, jaz sem to izkustvo rabila očitno, ker jaz sem potem izjavila, Bog, lahko moj mož dela kar če, lahko kadi v pričo mene, lahko izreka kar, ko samo živega, ker ga imam raj živega, kot pa v pepelu. Ne, je rekla, cigaretni pepel damo v žaru, pa je. Ja, no, Super, to je po svetu. Mi smo zdaj vsi v nebesah. Nebesa na zemlji. Nebesa na zemlji, pijemo nebeško kavo, se nebeško Religija je bilo več. Religija je bilo do zdaj do nebes, zdaj pa naravno več. Tako, vsi 3 angeli smo tukaj, tako da hvala vsem skupaj, želimo vam prijeten večer. Ampak Mihajl, prosim, nobene take lekcije več. Dovolj je bila ena za vse nas. A se strinjate z mano? Ja, ne vem, če je lahko še hujša. Mislim, dovolj. Dovolj. Zdaj sam še lepo. Korupcija v zdravstvu ni nov pojav in izumi lekcij tudi niso nov pojav. Mislim, država nam je dala hude lekcije. Mislim, da je boljša moja lekcija, kakor to, da ti rečejo, da se cepi in si zdrav in potem čez 3, 6, 9, 15 dni umreš. Včeraj je prišla italijanska študija ven, veste, kjer so prvič vzeli časovnico, ki je bila predpisana za injekcije. Namreč po 3 dneh, če si dobil reakcijo, je se to še štelo vrednost cepiva, po 3 dneh več se ni štelo, se je že štelo kot nekaj drugega. Italijani so vzeli to časovnico ven in so naredili raziskavo in kaj so ugotovili, da je za več kot za 250% več, žal mi je za tiste, ki so se cepili, več smrti, pa hitreje ljudje umirajo, zdajle, ko so delali 3-letno zadevo brez časovnice, kot ljudje, ki pač so ostali takšni, kot so, zvesti sebi in preverjali zadevo in so videli, da ni varno za telo. Toliko. Jaz sem
svoje danes povedal, bila je zanimiva tema. Peter, res si obogatil naš večer, mislim, vsak, kdo je morda nekaj Saj je slišal. toliko nekaj, da je. Tako. Da ima spodbude za naprej. Ja. Pa Ivljane Iskrice tudi, ne? Tudi, še nisem do tega prišel, ja. No, Ivljane Iskrice tudi, moram izrecno poudariti, tako da bo to v redu. In pa seveda, če ima kdo od vas možnost priditi, povedati, se usediti, dobrodošli. Za nocoj pa hvala lepa, Peter. Hvala, Mihael. Hvala, Mihael. Hvala, Emiljana. In vsem vam hvala, ki ste bili z nami in ki ste veseli, da smo še tukaj na zemlji.